Za ekološko usmerjene in ozaveščene sta dve točki v spodnji Avstriji še posebej zanimivi in predmet želja. Noetova barka, izvorno se ji reče Arche Noach, in Sonnentor, sončna vrata, kjer prodajajo ekološko pridelana zelišča. In ti dve točki sta bili tudi cilj letošnje strokovne ekskurzije društva Raznolikost podeželja. Dobrih 40 radovednežev se je sredi junija podalo na pot do 450 kilometrov oddaljenega Springlitzna, kjer domuje Sonnentor, in nekaj manj do Schilterna, kjer je najti Noetovo barko. Slednja je poezija za dušo in paša za oči, ko popotnik pride tja in si na svoje oči ogleduje rastlinsko pestrost, ki jo tako vzorno ureja in zanjo skrbi skupina zanesenjakov. Zdaj številno članstvo je zbralo zavidljivih 6000 avtohtonih sort semen od blizu in daleč. Nekaj tudi naših. Zbrali so kar 200 sort krompirja in prav toliko vrst solat. Vse to sejejo in nekaj odvečnih tudi prodajajo. Najbolj pozoren si seveda na tisto, kar te najbolj zanima. Vse te številke se usedajo, ti pa opazuješ mogočno bezgovo drevo. Imenitno in domiselno ogrodje, kjer je posajen fižol, in skleneš: sem še pridem, saj je čas, ko moraš loviti ostale v skupini, tako prekratek. Potem vožnja do Springlitza, kjer je sedež podjetja Sonnentor. Zdaj velik poslovnež Johannes Gutmann je začel skromno. Želel je odkupovati in prodajati tradicionalno pridelana zelišča, tako kot je videl pri svojih prednikih, z veliko ročnega dela. Sprva je pridobil le 3 kooperante, toda od leta 1988 je iz te nore zamisli nastalo veliko mednarodno podjetje, ki prodaja svoje izdelke v 45 državah, kar 500 ton suhih zelišč letno. Svoje kooperante pa imajo v številnih državah. Posluje po načelih poštene trgovine. Prvi mož se javno še vedno kaže v 90 let starih lederhozah in staromodnih očalih z rdečimi okvirji. Namesto da bi odpustil 100 zaposlenih, kot so mu svetovali svetovalci, je odpustil slednje. Vsako nalepko za čaj ali začimbo v 26 jezikih so prilepijo na embalažo še vedno ročno. In ko zapuščaš tak kraj, kjer so delavci zadovoljni, nasmejani in natančni pri delu, ti ostane v glavi samo eno vprašanje. Zakaj za vraga je take reči, ki jih vendar znamo delati tudi mi, treba občudovati pri sosedih?